V Radencih, natančneje v hotelu Radin, sta v petek 10. januarja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec ter predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec okronala 24. vinsko kraljico Slovenije. Plemenita glasnica slovenskih vin in vinske kulture nasploh je postala simpatična 24-letna Ana Pavlin z Otočca. Študentka drugega letnika magistrskega študija turizma na ljubljanski ekonomski fakulteti, ki je bila leta 2018 tudi 20. cvičkova princesa. Je članica Društva vinogradnikov Grčevja, izkušnje v vinogradništvu pa je nabirala že od otroških let, saj imajo doma nekaj manj kot 4000 trt. Najprej je sodelovala predvsem pri različnih delih v vinogradu, zadnja leta pa očetu pomaga tudi pri kletarjenju ter pri sprejemanju gostov na domači Matjaževi domačiji. Kako pa je nositi krono? Pa sem mislila, da je bolj udobno, da bom bila bolj kraljeva, ampak mi skozi nagaja, no, ampak šala na stran. Mislim, da mi bo tale krona prinesla ogromno izkušenj in tudi jaz upam, da si zaslužim ta naziv in sem res trudila, no, da bo promocija ne samo slovenskih vin, ampak tudi same Slovenije po Evropi in v svetu. Med drugim pa si bo prizadevala tudi, da Martinovo postane državni praznik, saj meni: Martinovo poteka ravno v času mrtve sezone, ko ni toliko turistov, in s tem, da bi mi naredili državni praznik, da bi organizirali dogodke, festivale, na ta način bi privabili toliko tujcev, ki bi jih lahko izobrazili o naši tradiciji, kulturi in seveda o naših vinih. Velik potencial vidi v zidaniškem turizmu. Ker je samo v naši vinorodni deželi Posavje več kot 15 000 zidanic. Nahajajo seveda tudi v Prekmurju, Štajerskem, na Kozjanskem, v Sotelju. In jaz mislim, da bi te zidanice obrnile trend. Če bi se ljudje vključili v projekt Turizem v zidanicah, nekaj dodatno še zaslužijo, lahko promovirajo svoje vina, morda tudi kakšen liter več prodajo in bi tako nazaj dobili veselje za obdelovanje vinogradov, ki krasijo to naše lepe griče. Ano Pavlin je v novembru 2019 izbrala komisija, ki jo Pomurski sejem, nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije, oblikuje s pomočjo predstavnikov pokroviteljev in stroke. V letošnjem letu bo predstavljala vse 3 slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino na številnih dogodkih doma in v tujini. Od krone pa se je poslovila lanskoletna vinska kraljica Meta Frangež, ki je o preteklem letu povedala: Res nekaj nepozabnega. Izkušnja, ki pol ostane za celo življenje. Ogromno sem se naučila, spoznala novih ljudi, rodile so se ideje, ki potem, gledam, še me kar dela čaka, no. Se vidim tudi v tem delu naprej, poslanstvo se bo nadaljevalo. Vsaka vinska kraljica ima tudi kraljičino vino. Pri Pomurskem sejmu, ki je nosilec projekta Vinska kraljica, si želijo, da se vidijo vinske kraljice v vinih, ki so sortna, torej kot posamezna vina. Tako kot je vinska kraljica v nekem smislu samostojna oseba, tako mora biti tudi vino neka samostojna oseba v obliki ene sorte. In to je postalo Frankinja Plus, letnik 2017, vrhunsko rdeče vino z zaščitnim geografskim poreklom. Pridelalo in polnilo ga je družinsko podjetje Martinčič d.o.o., ki v Šmaljči vasi pri Šentjerneju nadaljuje več kot 100-letno vinogradniško in trsničarsko tradicijo svojih dedov. Je pa ljubezen in spoštovanje do vinogradništva dedek predal tudi ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandri Pivec. Jaz mislim, da nam je dedek privzgojil ne samo ljubezen do te panoge, ampak dejansko tudi v najglobjem pomenu privzgojil odnos do vina. Zato se pravi, kot sem rekla, to počnemo resnično na kulturni, spoštljivi način, vedno ob okušanju kapljice tudi zamislijo na tiste, ki to kapljico nekako z težkim delom, pa vendar z veliko veselja v srcu tudi pridelujejo. Lani so na kmetijskem ministrstvu oblikovali svet za razvoj vinogradništva in vinarstva, s čimer bosta ti panogi pridobili na pomenu. Ministrica si želi, da bi se obe panogi tudi pridružili sektorski promociji, ki bi bila tako enotna. O ideji vinske kraljice Ane Pavlin, da bi Martinovo postalo državni praznik, pa pravi:
Ja, Martinovo kot državni praznik, meni je ta ideja bila seveda zanimiva, sem se mičkeno nasmehnila, nisem prav prepričana, da lahko postane državni praznik, prav gotovo pa mu gre pripisati velik pomen, tudi z obzirom na to, da Slovenija je vinarska dežela, ki jo z tem vinarstvom povezuje ne samo ta potreba po gospodarskem udejstvovanju na tem področju, ampak tudi bogata tradicija, kultura pridelave in pitja vina, in lahko bi v resnici ta praznik in to obdobje jesensko, ko nekako zaključujemo sezono v vinarskem področju, pripisali mu večji pomen in ga tudi v tem pogledu bolje izkoristili. Kot sem že rekla, za mene ta Inštitut vinske kraljice je izjemno pomemben. Jaz mislim, da lahko pomeni veliko tako v slovenskem prostoru z prenašanjem tega zavedanja po pomenu ohranjanja te tradicije, po pomenu privzgoje nekako kulture pitja vina, povezovanja z kulinariko v tem pogledu, je toliko pomemben za našo državo in seveda tudi v tem pogledu, da pojem slovenskega vinogradništva, vinarstva in pa vrhunskih vin ponaša tudi po svetu. Jaz sem kar nekaj teh poti opravila z zdaj že bivšo vinsko kraljico. Kot sem danes povedala, je to odlična priložnost za promocijo slovenskih vin. Danes sem slišala tudi izjemno navdušujoč govor nove vinske kraljice in verjamem, da bo tudi ona to poslanstvo odlično opravljala. Jaz ji bom pa, kolikor je v moji moči, pri tem seveda tudi pomagala. Ani Pavlin, ki bo v letošnjem letu nosila najsvetlejšo vinsko krono, predsednik uprave Pomurskega sejma želi, da bi uspešno nadaljevala poslanstvo prejšnjih vinskih kraljic in da bi pri tem uživala.